Z nami je bila sladka Alenka Godec, sladka kot med, bi lahko rekli, ne? Tudi njen glas je sladek kot med. In kako prav je to, kajti zdaj se bomo pa pogovarjali o urbanem čebeljarjenju. Že včeraj smo ga omenili, kajti s 1. aprilom je minilo točno 10 let, odkar so na eno od strešnih teras Cankarjevega doma postavili 3 čebelje panje. Cankarjev dom je tako postal eden od začetnikov urbanega čebelarstva v Sloveniji. Pobudnik za čebeljarjenje na Cankarjevem domu je bil pa sodelavec Franc Petrovčič, ki je tudi sam čebelar in naš današnji gost, tako da Roka in gospoda Franca veselo pozdravljam, ki se mudita na terasi Cankarjevega doma med našimi urbanimi panji. Obožujem urbani med. Lep pozdrav, Luka, najlepša hvala za to napoved in lep pozdrav na ta čudovit sončen dan strehe Cankarjevega doma. Ob meni, kot si omenil, Franc Petrovčič, tukaj lahko rečemo vodja urbanega čebelarstva na Cankarjevem domu. Franc, prav lepo pozdravljen. Najprej vprašanje, zakaj urbano čebelarstvo in odkot sploh ideja? Odkot ta ideja? No, jaz kot čebelar začetnik sem iskal informacije tudi na internetu in tam sem naletel na novico, da čebelarijo sredi Pariza na pariški operi. In sam pri sebi sem si dejal, ko bom imel več prakse z delom s čebelam, ko bom imel zadost čebeljih družin, bom pa jaz postavil par panjev tudi pri nas na naši strehi. In tako smo 1. aprila leta 2011 postavili prve 3 panje. No in torej mineva ravno 10 let. Kaj se je pa v teh 10 letih tukaj na strehi Cankarjevega doma vse spremenilo? Kaj se je spremenilo? Malo več čebeljih družin imamo, kar kaže, da se čebele v mestu dobro počutijo, da imajo dobre pašne vire in se razmnožujejo. Kaj se je spremenilo? V zadnjih 10 letih je tudi manj medu zaradi teh meteoroloških sprememb in teh pozeb, ki se pojavljajo v spomladanskih časih zadnja leta. No, ampak vseeno, ko slišimo za urbano čebelarstvo, najprej pomislimo, pa je to med sploh okusen sredi mestnega betona. Omenili ste celo v Parizu, ki verjamem, da je še manj zelen, precej manj zelen od naše Ljubljane. Ampak kakšen je pravzaprav urbani med? Urbani med je za razliko od medu iz monokultur, kot je recimo oljna repica, akacija, ajda, je mestni med mešanica vseh dreves, vseh pašnih virov, ki jih čebele najdejo v mestu in je ta pestrost okusov zelo bogata. Ko smo mi prvi med dali v točenje in potem kot darila poslovnim partnerjem, smo se tudi mi spraševali, ali je v teh medovih tudi kaj ostankov strupov svinca in zato smo dali ta med v analizo v Bremen, kjer so dokazali, da v medu ni ostankov težkih kovin, ni ostankov pesticidov, insekticidov, skratka, da je med neoporečen. Se pravi, so čebele res, lahko rečemo, prvovrstne nabiralke, res izberejo in zberejo samo tisto, kar je najboljše. Tako je, čebele so že same po sebi nekak organski filter in tam, kjer je strup, se one ne dotaknejo tiste hrane. Izredno zanimivo in seveda občudovanja vredno, kar se tiče čebel. No, ampak vseeno pomislek, tukaj smo sedaj sredi centra, kam pa sploh hodijo tele čebele na pašo? Čebele iščejo pašne vire nekje v polmeru 3 kilometrov, v tem področju pa imamo mi Tivoli, Rožnik, Grajski hrib, Barje in pa kaj dol, sem gledal po zemljevidu, čebele letajo od Cankarjevega doma nekje do strelišča, tam imamo pa nasade akacij. Se pravi, nekako med je pa mešanica vseh teh dreves, ki rastejo na tem področju, torej na Rudniku pri strelišču akacije, na Rožniku in pod Grajskim gričem pa več ali manj listavci, če prav vem. Tako je, lipe, kostan. Ne smemo pozabiti tudi teh velikih dreves v mestu, teh velikih lip, ki dajo obilno medičine, in pa drevoredi javorjev in pa jesenov, ki tudi medijo.
No, kaj pa mestne rože, da tako rečemo, cvetlice, kako pa je s tem? To je pa dopolnilo paši, predvsem spomladi razvojni paši, ko se čebelje družine razvijajo, in pa v pozni jeseni, ko v naravi ni več virov, je to zelo pomemben vir cvetnega prahu za zdrave čebele, ki gredo v zimo. No, kaj pa, naprimer, da živimo sedaj v Polmeru, tukaj le 3 km od Cankarjevega doma in želimo malce prispevati k tem urbanem medu, kaj lahko doma posadimo, da bodo čebelice prišle? Ja, zelo so dobrodošle, predvsem zelišča. Tukaj gledamo materino dušico, timijan, žajbelj in podobne zadeve. Jesenske astre, ki so bogate s cvetnim prahom, to je zelo dobrodošlo. Tukaj le vidim, da imamo, se pravi, 6 panjev, je to pravi izraz? 6 družin, 6 panjev. Aha, 6. To je ena enota, en pan, v kateri je ena družina. Spomlad pride iz zime nekje 10 do 15 tisoč čebel in sedaj, če ne bilo te zmrzali, zdaj je čas sunkovitega razvoja čebelje družine in nekje sredi julija pridemo na višek, kjer je v enem panju nekje 50-55 tisoč čebel. Se pravi, če zmnožimo vse, lahko pridemo do številke prek 300 tisoč. Koliko medu pa pravzaprav pridelate tukaj letno? Ja, ko so bile letine še nekje normalne, je bilo nekje 20 kg po družini. Zadnja leta pa pridemo nekje na 10. Ker včasih, ko ni bilo zmrzali, smo imeli 2 točenja. Spomladansko točenje cvetličnega medu in pa julija točenje gozdnega oziroma manenega medu. Zadnja leta pa prvega točenja ni in ostane samo eno točenje manenega medu v mesecu juliju. Tako da pridemo nekje na 10-12 kg. No, ko pa sta 2 točenji, kako se razlikuje ta spomladanski med od tega jesenskega? Ločimo 2 vrst medov. Cvetlični med, ki ga čebele nabirajo na nektarju cvetlic in ga predelajo v med, osušijo, in pa manjin med, ki ga čebele nabirajo na izločkih drevesnih uši. Drevesne uši pijejo drevesni sok na pogankih in to izločijo, to sladko mano, ki jo čebele poberejo, in imamo manjin med, ki se loči in po okusu in po fizikalno-kemičnih lastnostih. Kje pa potem poteka samo točenje? Točenje poteka, imamo poseben prostor tamle dol, ki je higiensko neoporečen. Te panje spet stovorimo z dvigalom dol, odpremo in stočimo med. Ja. No, glede na to, se pravi, da potem pride kakšnih 60 kg medu letno, zdaj v zadnjih letinah, če sem prav izračunal, ali 70. Ja. Kaj pa potem, omenili ste poslovnim partnerjem, se da za darilo, to ni prav preveč medu, ni pa dostopen za splošno javnost. Tako je, ta med pakiramo v lične kozarčke, v lično embalažo z opisom, ki je ta med pridelan, in ga imamo kot darilo za poslovne partnerje. Ja. Unikatno darilo. Ja, v to ne dvomim, no, in tudi verjamem, da so vsi partnerji izredno veseli tega darila. No, ni pa tale, se pravi, se opravičujem, teli čebeljaki na strehi Cankarjevega doma niso edini. V Ljubljani imate kar nekaj lokacij. No, jaz osebno oskrbujem še stojišče v parku v Atlantisu, na poslovni stavbi A1 in v zemljišču podjetja Aquafil, bivši Julon. Kolega, predsednik društva Gorazd Trušnovc, pa ima stojišča na poslovni stavbi Petrola, Računskega sodišča, SKB banke in še nekaj lokacij. Ja. No, izredno zanimivo. Hvala za enkrat, Franc, za vsa ta pojasnila. Prav kmalu se spet vrnemo s strehe Cankarjevega doma, sedaj pa se na hitro poslovimo in dajmo še nekaj minut našim oglaševalcem. Ne hodite daleč, se vidimo prav kmalu. Ja, en lep pozdrav iz strehe Cankarjevega doma. Tukaj se pogovarjam z gospodom Francem Petrovčičem, urbanim čebelarjem, lahko rečemo, in tudi kar nekaj panjev oskrbujete.
koliko pa je sploh dela s takimi panji? No, čebelarska sezona se v načelu začne konec julija, ko med iztočimo in moramo ta med nadomestiti z zimsko hrano. Se pravi, da čebelam dajemo sladkorno raztopino, ki imajo zalogo za čez zimo. S tem hranjenjem za zimo končamo nekje prvi teden septembra, pred hranjenjem pa moramo izvesti poletno zatiranje varoja. To je zajedalec čebel, ki je prišel iz tujine in uničuje te naše čebele, zato moramo ustrezno zdraviti čebele. Potem sledi še zimsko zdravljenje, nekje sredino decembra in smo nekje do marca prosti. Spomladi se pa začne sunkoviti razvoj te kranjske sivke in moramo nekje tedensko pregledovati družine, tako da imamo 5 mesecev tedenska opravila pri čebelah. Ja, no kar veliko se sliši, pa vseeno omenili ste kranjsko sivko, avtohtono, lahko rečemo slovensko vrsto čebel, bi morda še nekaj besed spregovorili o njej, si jih zasluži, kaj ne? Tako je. V Sloveniji je dovoljeno vzgajati samo avtohtono kranjsko sivko, ki je znana po svoji skromnosti, kar se tiče zimske hrane in pa pridnosti v poletnem času. Je pač skromna in zelo pridna medonosna rasa čebeljih družin. Ja, kranjska sivka, ne, ta prava gorenka, lahko rečejo. To sem mislil reči, ja. Šparovna in seveda tudi pridna in delovna, se pa vseeno na zahodu države pojavljajo tudi že neka mešanja. Ja, na zahodu države nekje vzdolž italijanske meje pride do mešanja z italijanskimi troti, ki so tako kot Italijani zelo švaleri in mešajo raso kranjske sivke. Ja. No, pa da se vrneva spet nazaj k temu medu, urbanem medu, ki ga pridelujete tukaj, izredno kakovosten, okusen, kot so že poudarila, celo tako, da ste si z njim prislužili nek certifikat, kaj ne? Ja, pridobili smo certifikat SMGO, kar pomeni slovenski med z geografsko označbo. To je višja kvaliteta, ki je podvržena vsakoletni kontroli in zagotavlja sledljivost medu in pa določeno višjo kakovost. Ja. Ja, čestitke seveda za ta certifikat, verjamem, da ni enostavno in da mora biti med res kakovosten, da lahko pridete do njega. No, prej so pa govorila tudi, se pravi, čebele se razlikujejo, poznamo poletne in zimske, kaj ne? Tako je. Jeseni, septembra se začnejo rojevati dolgožive zimske čebele, ki zdržijo nekje do sredine marca, ko pride do menjave generacij. Ko zimske čebele odmrejo in pričnejo se rojevati poletne, kratkožive čebele in marec je najbolj nevaren čas, sploh če vreme nagaja, da pride do odmrtja družine. No in zdaj se nam že rojevajo kratkožive poletne čebele, ki bojo živele nekje 4-5 tednov. Kako dolgo pa živijo zimske? Pa 6 mesecev. No in zanimivo je, čebele v svojem življenjskem ciklusu imajo nekje 7 poklicev. Takoj po rojstvu so čistilke, čistijo čebelje celice, da lahko matica zaleza jajčice oziroma odlagajo med. Potem imamo krmilke, ki krmijo ličinke pred zaprtjem celice, vodo nosijo. Potem imamo stražarke, ki čuvajo vhod pred roparcami tujimi in šele zadnja tretjina življenja so pašne čebele, ki grejo ven nabirati med. Tako. Izredno zanimivo, pa grejo vse čebele torej skozi vse te faze, skozi vse poklice. Tako, to je proces, se pravi napredovanje, lahko rečemo, dolga pot v službi. No, imamo pa posebno vlogo, ki pa ne doleti seveda vseh čebel, to pa je seveda vloga matice. Ja, v enem panju imamo eno matico, ki je kraljica, Nemci pravijo König, ja, kraljica. Ona gre iz panja samo enkrat v svojem življenju, ko gre na tako imenovani svadbeni let, kjer se opraši z 12-15 troti. In te spermoidi so dovolj za celo življenjsko dobo
matice, ki traja nekje 3-4 kakovostnih let, ostalo pa opeša. No, zanimivo je, da matica dnevno odleže 2000 jajc v celice. To je edino njeno delo od zaleganja jajčec za nove čebele. Kako pa, da je lahko tako velika razlika v življenjski dobi, to mi je predvsem precej zanimivo. Omenili ste, prej smo govorili v tednih, sedaj pa govorimo pri matici v letih. Ja, matico čebele negujejo. Njena edina skrb je zaleganje jajčec, čebele jo krmijo, ji odnašajo iztrebke, ona samo dela svoje delo, ne, in zato se lahko tudi dlje živi. Ne. Zato je matica oziroma kraljica, jo hranijo kot kraljico. Kako pa sploh izberejo, katera bo kraljica, tista, ki je fizično najmočnejša? Ne, to čebele že potegnejo posebne matičnike, podaljšano celico in isto jajčec, isto ličinko kot za navadno čebelo hranijo z bogatejšo hrano, tako imenovanim matičnim mlečkom, in iz tega nastane matica. Malo večja je od običajne čebele, daljši zadek ima, boljše je hranjena. Izredno zanimivo, ja, marsikaj se bomo danes naučili tudi o čebelah, pa da se vrnemo nazaj na urbano čebelarjenje. Imate celo društvo Urbani čebelar, ne, ki skrbi za vse te urbane panje po Ljubljani. Kaj pa, če pogledamo še malce v prihodnost, se obetajo še kakšni novi ljubljanski panji? Verjetno se bojo pojavili, ja, ker to čebelarstvo je zmeraj bolj popularno. Ljudje se zavedajo pomena čebel in lepo je imeti 2-3 panje in jih živeti z naravo. Ja. Pa morda še za konec me zanima, kaj pa so res te nevarnosti poleg pozeb, ki pretijo čebelam. Vem, da na vasi so pesticidi tiste stvari, ki čebelam krajšajo življenjsko dobo ali pa jih zastrupljajo. Kako pa je to v mestu? V mestu se ni pojavilo nekih množičnih zastrupitev, množičnih pomorov do zdaj, ker se ne uporabljajo škropiva. Tako. Recimo, kot sva omenila, trde kovine, in to pa tudi ne vplivajo na življenje čebel? Ne. 10-letna praksa kaže, da se čebele v mestu odlično počutijo in razvijajo. Pa bo ta trend urbanega čebelarjenja, si predstavljate, da se bo razširil tudi na ostala večja slovenska mesta? Ja, društvo se povezuje in imamo že člane iz Velenja, Maribora, Kranja, Kopra, tako da se to kar razširja in se povezujemo. Najlepša hvala, Franc Petrovčič, za vsa ta pojasnila in seveda za vso delo, ki ga opravljate. Naučili smo se res precej o urbanem čebelarstvu in o čebelah nasploh, tako da želimo vam veliko dobrega in lahko rečemo, naj vam čim večkrat še sekira pade v met. Najlepša hvala. Za čebele pravijo tako, ta star slovenski pregovor, muha ne da kruha, ampak nekje sem prebral, da muha ne da kruha, včasih da pa tudi potico. Na vsakih 10-14 let pride pa tudi kakšna dobra sezona. Ja. Hvala za to in za te modrosti, Franc. Takole, mi pa se sedaj poslavljamo s strehe Cankarjevega doma. Hvala, da ste bili z nami, sedaj pa spet čas za oglase.